Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Kaj zdaj? Po 3 dnevih, Kaj? je spet prišla gajžla nazaj, ne? To ne bo se nisi. Ja, pa to bo v redu si. Danes je bilo najboljše to, da je Darko Milanič prišel v ja. studio. Tako. Vrhunski intervju. Res. In jaz se kar bolj optimistično počutim pred začetkom nove sezone, ker je tako dobro povedal tudi ta miselnost, pa ekipni duh, pa vse. Lej, jaz mislim, da bomo Si zmagali. se kar malo preveč sprostil, ti smožujete, on ima tok pa tok naslovov, on je bil v Ligi prvakov. Kaj sem se prej spustil? Jaz nisem začel slačiti, ali pa kaj? Ja, ne to, kaj pa? začel si govoriti kar neke stvari, sem bil prav, Kaj dobro. sem začel govoriti kar nekaj Si videla, Ja, Ema, da je sem, začel ja, zavijati sem z okami, slišala, malo ne. zraven, ne dare, joj, kaj moram zdaj tu poslušati. Ja. No. Ne, se ni bilo tako hudo, daj. Kaj hudo, se sploh ni bilo, ne? No, malo je bilo. Sicer pa je to samo ena od stvari, ki smo jih imeli danes zjutraj. Če ste zamudili, prisluhnite podcastu tega jutra, drugače pa spet jutri zjutraj o 5:30. Zadnje jutro, preden gre Jeger na dopust. Jutri boš neovladljiv, ne čutek. Ja. Nagi prijem. Prosim, ne. O fuzbalu moramo. Imamo oba finalista svetovnega prvenstva in tudi ekipi, ki se bosta pomerili za 3. mesto. Ja. Sicer nisem najbolj zadovoljen, ampak Jaz tudi ne. Jaz tudi polovično, kaj, ampak tako pač je. logično, ne? Ja, Češ, jaz sem napovedoval finale Francija, Argentina. res, Ja. Zdaj nimamo tu je, tega. že tu je napaka, da sploh o Argentini razmišljaš, Ja, ampak res, ja, imel ja. si prav, ne? 50% si imel prav. Ja. O tem torej v nadaljevanju, ampak še o malo bolj resnem fuzbalu od svetovnega prvenstva, paziti mene. Ampak ta vikend se začenja tudi državno prvenstvo. Danes ob 8. pride naš trener Darko Milanič v Toti studio. Odlično. Da se malo pomenimo, kaj pa sem pa tja. Je to seveda tudi verjetno zadnje poletje za nekaj časa, v katerem ne bomo imeli evropskih tekem v Ljudskem vrtu, vse kar se Maribora tiče. Zato pa danes igra v Ljudskem vrtu Aluminij, povratno tekmo Šerifom iz Tiraspola, v prvi tekmi je bilo 0:0. Mi imamo karte, če bi šli si ogledati evropski fuzbal, seveda, pa ne nazadnje, Aluminij so praktično tu, ne? Ja. Vseeno so to naši, tako da, ko nam mi špilamo, so naši, ko mi špilamo, te niso, se to je menda jasno. Ja. Tako da ja, pošljete Aluminij in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Nekaj sem zasledil, da se Jeger ti spuščaš v TikTok vode. Ja. Ne, to daj, moramo. čakaj, ne. To me morate update. Ja, to To me Ok. vse jasno. zanima. Pomembno vestilo je, ta stacionarni radar se seli na Gosposvetsko, Jeger. Danes, tako. Danes. Ja. Yep. Da, tam je 50 km/h omejitev. Tako da pazite, na Gosposvetski bo danes naprej. In pa zdaj te 3 dni, ko mi ni bilo, sem delal na novi žaljivki. Ajde, daj mi, reči Si mi. Si pripravljen? Ne, njemu bom ima, ne tebi. okej, Se veš, v redu. Ja, se, glej. kak je nič. Okay, svetovno prvenstvo v fuzbalu samo še do nedelje. Kaj pa to? Pa bo mesec mimo. Ja, Ja. dober mesec. Ja. Se je zdelo nemogoče, takrat smo si imeli, kako bo fuzbala. Sicer ne bomo brez fuzbala, tudi državno prvenstvo se začne, pa vse, ampak vseeno, ne? Ni to hec. In včeraj torej še druga polfinalna tekma med Anglijo in Argentino. Ja. Tako je dobro kazalo do 85 minute, pol pa. Ja, pa zasluženo zmaga Argentine, ker Jeger. v drugem, pa smo gledali isto tekmo ali nismo? V drugem polčasu Ja, smo. Anglija ni imela od igre absolutno nič, medtem ko je imela Argentina priložnosti, da ne rečem, da sta bili 2 štangi, pa ne vem kaj še vse. Ja, sej. Ampak se pravim, da je pač zasluženo in zdaj Argentina ima možnost, da postane šele 3. reprezentanca v zgodovini, ki je obranila naslov svetovnih prvakov. Ha, O To je moj bog. Ja, vem, da je uspelo Bog ne Urugvaju. ne. Ni uspelo Urugvaju. Italiji v 30, pa Brazilija 58, 62. A res? In to je to. Tako da, in svoj 4. naslov, na drugi strani pa bo igrala Španija in lahko samo tako povem,
da se bojo razumeli med sabo. To je prva stvar in druga, če bo Rodri imel še enkrat tako tekmo, kot je imel proti Francozom, si lahko Argentinci, veš, s temi svojimi. No. Tam je samo en. Zdaj par jih je, ki so da, ampak argentinska reprezentanca pa cela igra. Dobro, jaz bom za Španijo navijal. Jaz pa za Argentino. Bi se odločila? Absolutno. Ja. Res? Ja, seveda. Ja, ker si le, ne. Kot se vidi, ne, da tako smo rekli, po drugi svetovni vojni, veš, kdo je šel tja, ne. Vredo je. Vredo je. Ne bi šel tja. Narodni izdajalci pa... Ne. Okay. Ja, no, dobro, samo pač povem. Zdaj definitivno ne bi bil angleški selektor, kako pa tam v medijih delajo. Zdaj, to je pa... Ker če je, pa v Angliji, pa res, tam pa nima Bog brata. Tam samo moraš zmagovati, ker kak je nekje malo na meji, je že vse narobe in si najslabši in ti zanalizirajo vse še za 3 generacije nazaj, kje se je zgodila ta napaka pri pradetku, da si ti zdaj to naredil in to menjavo potegnil. Tako da Tuchlu zagotovo ne bo lahko, ampak še vedno obstaja možnost, jasno, da se Angleži iz svetovnega prvenstva, prav tako Francozi vrnejo z neko medaljo, ne? Ker bo v soboto tekma za 3. mesto, na to pa v nedeljo, torej zvečer finale, in to je tudi naša še zadnja Krups Coffee Crush tekma, še enega izmed, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavnih aparatov tam zunaj imamo in seveda že lahko zdaj napovedujete od danes naprej, kaj mislite, kako se bo zaključil finale, kdo bo zmagal in po ustaljenem voznem redu bomo potem, če boste pravilno napovedali, med vsemi, ki boste pravilno napovedali, žrebali dobitnika ali dobitnico, če pa ne bo nihče pravilno napovedal, pa med vsemi. Tako, bravo Eger. In kaj le kak je dobre volje, ga vidiš, ko se mu je pač zgodilo, da je enkrat v življenju nekaj prav napovedal. Pa glih to. Ja, dobesedno, si slišal Eger, dobesedno. Dobro, v redu, okej. Gled tudi, mi oranžni imamo srečo. Ja, oziroma tudi na pasju rit, kde sonce posije. Lepo, da ste tudi danes tu, da niste na dopustu in ste resni. Pač ni druge izbire, ali pa še ni prišel vaš čas, ne? Da, pa je vaš čas že potekal, se veš, kar se dopusta tiče. Ali pa je čisto blizu. Ok, ena zgodba iz teh zadnjih 3 dni, ko veš, kot bom rekel tak čuječ občan, kjerkoli si, čeprav na dopustu imaš, gledaš okoli. Ja. Če ne drugače, zato ker je to zdravo, da se ne narediš kaj, ne, to je prva stvar, druga pa, ker nikoli ne veš, kje bo kaj zanimivega. Okay. In tako se je meni primerilo pred včerajšnjim, pač te pot zanese ne po lastni krivdi v nek nakupovalni center. Razumeš to, Igor? Ja, valjda, vedno. Ki je šlo takoj na smeh. Seveda pač na neki točki se moraš pridružiti, pač vodi te ekspedicije. To seveda nisi ti, ne? Ne, absolutno nisi ti, ampak pač moraš priti zraven, ne? In pač tam okoli hodiš, čakaš. In tako sem opazoval eno družino, ne zdaj zato, da bi zdaj hodil pa opazoval, ampak enostavno nisi mogel, ker je bil mali fantek, ne vem, mogoče 3 leta star, ki je tam v tej trgovini našel en ta otroški kovček in ga je vozil po celi trgovini in bil simpatičen, se smejal, vsake dolgo časa se v mene zaletel s kovčkom in se mu je to zdelo ekstremno zabavno, ne, jaz sem delal se, ne, tak fejst, pa tak. In sva se fajn zabavala, ne, medtem ko sem jaz tam pa čakal, da čas mine. In ta mali, veš, s tem kovčkom ni dal tega kovčka, beg sem si mislil, vidiš, ti pa ali boš ful potoval, ali boš pa na letališču na prtljagi delal. Imaš takrat kovček, tega lepi otroški. In pol na neki točki se mali s tem kovčkom zažene in ga oče išče po trgovini, ne, in ga vidi tam na drugi strani in ga začne klicati. Ok, kaj ga je klicati? Kaj ga je klicati? Ti je začel, majmun, na glas čez celo trgovino, prisežem. Ok, moram priznati, prva stvar, prva reakcija je bila, kaj te Jeger je tu, ali Kako si predstavljaš? Majmun. Šali. Dobro, ne?
Zdaj pa stvar je resna. Kaj sem jaz to zasledil v teh dneh, ko mi ni bilo jeger? Kaj? Da imaš TikTok zdaj, da boš se počasi poslovil od tega radija in boš influencer. Ne. In boš cepal resne gnare. Ne. TikTok imam ja že, ne vem, 2-3 leta, kaj pa vem. Pač, če hočeš imeti aplikacijo, si moraš ustvariti profil, nič ne objavljam. Zakaj nekaj sprašujem, Ema, kakšni načrti? Okay, načrt je, da pač dobi zdaj 100 sledilcev in koliko jih dobi, gre prvi video gor. Ne! In zdaj tak še manjka čisto malo, mogoče tak 20. Koliko jaz ne bom gledal? Pa zakaj bi ona gledala tvoj profil? Ja, jaz ga Ampak glej, sam si kriv, kaj imenuje se Matic Jeger, pa ima svojo sliko gor. Ja, ne, samo malo. Jaz pač, ker si je Tom Cruise, ne, včeraj ali pa tako, druga najboljša stvar za tabo. Ja? Tako, naredil TikTok in smo se nekaj tu včeraj pogovarjali, pa zdaj smo tu TikTok malo pogledali, ne. Ti imaš TikTok, ja, imam, ampak samo zaradi tega, da lahko gledam videe, ne pa nič objavljam, nič na repostam in tako bo tudi ostalo. Jaz se spomnim, veš, on je naredil TikTok zato, da je lahko gledal TikTok tega radija, ne, in da je lahko v bistvu naš TikTok, on pa je lahko lajkal, pa lahko pisal komentarje pod oranžno veselje, hashtag Pohorje. Ne, to nisem, ampak pa sem pa gledal, ja. Aha, tako da je zdaj plan, torej... Ne, ni plan. Vse je vredno, no? Ni plan. Kaj pa boš objavljal? Nič. Sebe, kak pleše. To vedno deluje. Jaz bi, če pa že ne bo šel TikTok, pa mogoče bi ti pa laufal OnlyFans. Pa si samo ta tvoja goveja kolena snemaj. To pa možno. Ker so zagotovo je tam zunaj kdo, ki bi plačal za to, da bi to videl. Ne malo njih, ne malo njih. Ampak ne bom. Pa veš na vsa vprašanja, da je malo bolj gor pokaži, ne? Samo ne. Ne, ta goveja kolena imam samo za moje drage sodelavce. Hvala. Ja, res hvala. A to je torej ta plan, je, ker dobro, ni no? Plan. Fajn te je bilo poznati. Pa ni plan. Gleda, da je ploha vsaj tak na 80% mimo v našem mestu, lepo se je vlilo. Lepo se je vlilo. In kar je bilo zanimivo, je bila reakcija naše Emice, ne, ker je rekla, kako bi bilo fajn spati zdaj. Ja, to imaš pa prav. Ja. A ni nekaj najlepšega, ko zunaj dežuje, ti si pa lahko na kavču ali pa stopiš. Ful je lepo, ko se moraš zgodaj zjutraj vstati, recimo po krajšem oddihu nekaj dnevnem, pa te recimo 1 uro pred budilko grmenje zbudi. To ne moreš zaspati. To je ful lepo, ne? Ne. Tako da ja, no, danes, kot je rekla Ema, še nekje do 8 obstaja možnost sploh v našem koncu, tako da imejte Marelo sabo. Čez slabo uro ali pa čez 1 uro, no, lahko rečemo, pa v tem studiu pričakujemo našega trenerja. Darko Milanič pride, ta vikend se začne zares tudi v domačem prvenstvu in glede na to vse, kar se dogaja v našem Mariboru, glede na to, da nas tudi recimo prejšnji petek niso uspeli angleški drugoligaši, zelo med, imamo kar neke ambicije, ne bi kazali na očitno. Maribor, šampion! Ja, če prehitro rečeš, prehitro. Ti moraš... Kako prehitro reče, kaj pa je? Maribor, šampion. No, vidiš, da gre. Kako bi se sicer navijalo? Maribor. Ja, ampak sploh tak ne izgovori besedo Maribor. Kako ne? Maribor. Ok, jaz sem kriv, priznam. Kot smo rekli, danes ob 8 pride naš trener Darko Milanič na obisk v Toti studio, da se malo pomenimo, ta vikend se začne zares. In kakor hitro sta se vrnila tako naš športni direktor Zlatko Zahovič kot Darko Milanič, je to takoj postala tema številka 1 v slovenskem fuzbalu, upravičeno. Absolutno. Maribor? Šampion. Vidiš, glejo, počasi bo. In zato smo se odločili, da malo preverimo, kaj kolegi pri našem športnem časopisu Ekipa, kaj o tem razmišljajo, ker se zagotovo o tem menijo, ker ne more se samo o svetovnem prvenstvu, pa o Dončiću, pa o Pogačarju, to te prenese samo tako daleč. Mora priti en Maribor v špil, da je malo, ne?
neke vsebine. Andrej Milković, dobro jutro. Torej, kak zdaj kaj razmišljamo pred začetkom nove sezone? Ha? Vrnitev Zlatka Zahovića je pač, to je jackpot, to je svet igralec, človek, ki ne samo da zna delati svoj posel, ampak zna delati tudi zgodbe, medijske zgodbe za javnost, potegniti za sabo množice navijače. Mislim, da v Sloveniji nimamo človeka, ki bi to obvladal tako zelo dobro. Kakorkoli smo že obarvani in kakorkoli je že kdorkoli usmerjen v slovenskem nogometu, vsi smo ga pogrešali, tako da odlična poteza, da bo pravilno voden, da bo osredotočenost na pravih stvareh, tudi okrepitve zagotovo izbrane na tak način. In Maribor, brez da sploh karkoli razmišljamo o nekem tehničnem in taktičnem vidiku, je s tem zagotovo postal eden od favoritov, če ne kar favorit prvenstva. No vidiš, Andrej, kak veš. Lepo. Mimo grede, zdaj, ko te že imamo na zvezi, začenja se tudi tako imenovana fantasy prva liga, Telemach za vse nogometne navdušence. Daj povej malo več o tem in zakaj je to fajn se iti oziroma igrati zraven. Nekaj, kar najbolje popestri in naredi še dodatno zanimivo. Z lahkoto boste našli spletno stran zgolj teh nekaj ključnih besed, prva liga, fantasy, ekipa, in videli boste, kje lahko sestavite svojo ekipo, kako lahko sodelujete, potem tekmujete tudi s prijatelji. Gre za nekako navidezno sestavljanje moštva z nekim omejenim budžetom denarja, seveda pa potem se ta vaša ekipa, ti vaši igralci točkujejo glede na realno dogajanje na igrišču. Torej, vi gledate tekme, vaši igralci igrajo in kar dosežejo na tistih tekmah, to se vam točkuje, vi pa seveda ste trener in menedžer v eni osebi, delate menjave, pripravljate se za vsak krog. Tako da absolutno jaz mislim, da najboljša stranska popestritev, ki si jo lahko zamislite ob spremljanju katerega koli nogometnega tekmovanja. No, cool. Zanimivo. Se bo šlo to? Da boš imel čas, Jeger, greš na dopust, glej, pa bodi malo menedžer, pa trener. No, bom pogledal. In to je ta fantasy prva liga. Telemach je tudi izjemna priložnost za vse, ki so tako hudo pametni, vedno in posod. Pa da vidim, za couch selektorje, ne, oziroma trenerje. Ja, genialno. Andrej Milković iz ekipe, hvala lepa za tvoj čas. Pozdravi lepo vse kolegice in kolege in še naprej tako dobro razmišljajte. In Krups, Kofi Crush tekma. ne morem verjeti, samo ena še nam je ostala. Zadnja. In samo še eno mašino imamo, samo še enega. Verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ampak to je seveda naša ocena. Krups Kofi Crush, ki dela super vrhunsko kavo in ki ga lahko dobite in ki lahko vam polepša ne samo kuhno, to lahko imaš kjerkoli, tako dobro zgleda. No pa ne samo elektriko fizičen rabiš. prostor, ampak kako vam polepša vsa jutra, ne? Ni nekaj lepega, kot ti tako lepo kavico, da se zgodaj zjutraj skuha. Greš mimo, samo cep, greš na WC, ker pač ne najprenosno. Prideš nazaj, pa je že kavica kuhana, pa že voda. Ti že imaš malo mrzlo. Plus tako imenovani Jegrov podaljšek ima penilec, ker ti se skozi nekaj peniš. Tek, da si lahko nareš, veš, še bolje. Ja, tako. Pa si nareš lepo penico, pa še gor lepo neki ornament, ali pa samo kuj tak kakao gor vržeš, malo cimeta, malo poštavbaš, se zmotiš, čili gor vržeš, glej. Kak te zmoti taka kava. Torej, zadnja Krups Kofi Crush tekma je seveda finale svetovnega prvenstva, finale med Argentino. Kaj je med Argentino in Španijo? In Španijo. Ne, in Španijo. Ne, med Argentino. Španija. Mucho mejor. No. Ja. Tako da do začetka tekme, do začetka finala, ki bo seveda to nedeljo, lahko napoveste v SMS-u na 051 220 220 in pol v ponedeljek gre torej še zadnji lepotec ven. Več informacij na totiradio.si. Tine, dobro jutro. Dobro. Dobro jutro. Dobro jutro. Gledeš, Argentina. ja, tako. Jepa. Se bojim, ne vem, če Anglija kdaj je imela toliko navijačev kot včeraj. Ja, res je. Vse eno zgubili, ne? Ja. Vse veš, peticije so se podpisovale. Ne morem reči, da neupravičeno po občutku, no. Ja, tako da.
Moče bi mogli počasi Angleži tudi malo menjati, ne? Football's coming home. Glej, Odi se je pred domov bil. Football domov prišel. Trenutno še ne, ker je pač, dobro, pusti. Football, ne, imajo samo. Pa home, samo skupaj ni še prišel, ne, ta finale. Dobro, se bo enkrat, bo enkrat. Drugače pa imam eno zanimivo, zato bi si mislil. Bi rekel? Ja, in sicer so doktori, oziroma pač kdo to odkriva in razkriva. Ostanimo pri doktorji, ne? Doktori, ja. Pa ne bi zdaj na nobenega tu kazal s prstom, kaj? Ampak prepogosto samozadovoljevanje pri moških lahko privede do tanjšanja in do plešavosti. Tanjšanja las in plešavosti. Jaz imam kar bujno. Kaj zdaj mene gleda? Pravim, da nočem kazati na nobenega, samo jaz imam občutno preveč las, jeger, tako. Ema ni moški. Ti pa imaš malo jaz imam miška, pa več testosterona, ko vi dve pi, ne? Zakaj? Pa manj las. Pa malo si prečitaj. A je tudi brez te? Daj, no. Kaj je, cumata? Ne, mislim malo. Če je bila kratka noč. Kako pač je bilo, ne? Tak je, pa še tako deževno je bilo, pa oblačno. Vsako poletje malo pogledamo nazaj na presežke zadnje sezone in moramo se spomniti tudi debate naših etimologov brez meja. Izjemno poučna zgodba, predstavljena na malo drugačen način, no, kako so besede dobile svoje naglase oziroma kako so se nekatere besede sploh zgodile ali rodile. Tu je torej še ena ta zgodba. Ja, kje sta pismo? Dolgo se že nismo videli, to zimsko spanje, kar šlo v 3 pisane Marjetice. Smo ga kar malo potegnili, a ne? Ok, dajmo se zresniti in dajmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knjižnico. Ja, itek, ampak alo, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela. Itek. Zanj sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja, našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta. Ogaba. Ampak nič pa ni bolj odvratnega, bolj gabenga in bolj gnilga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva kaj tacga kdaj vonjala? Ogaba. A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti? Sam ta slika podgan pri skuti, pa se mi želodec obrača, no. Podgane pri gnili skuti. Čak mal. Kva si rekel? Ja, podgane pri skuti. Čak. Prskuti, praviš, pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile? Je kva z vama? Ja, nič, moped je šel mim. No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo. Če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil. A unka računa? Ja, Jurči. No, dej eno pero, preden pozabimo. Izvolj, Fazanovo je. No, kva smo zdaj rekli? Priskutiti. Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti. Tako, ja, tako kot meni tvoj face. In kot napovedano v totem studiu, gospod Darko Milanič, trener našega NK Maribora. Darko, dobro jutro. Dobro jutro. Aha, vidiš te izkušnje, že zjutraj običajno, ko pridejo nogometaši ali pa kaj so vsi še tako malo zlivani, Darko pa poln energije, kak pa bi drugače spet na nek način doma. Ne, Darko? Tako je. Dobro se počutim v Mariboru, zmeraj sem se dejansko.
tudi ko je najbolj gorelo, to je od moje mladosti mesto, s katerim sem povezan, ker je pač mama Mariborčanka. Tako da to je to, kratko. Sem dobro. Dejstvo pa je, da seveda je zdaj bilo kar nekaj potovanj v karieri, če pogledamo malo Slovaška, pa potem dol Ciper, pa potem še bolj južno, kar popotnik in glede na to, Darko, da ste iz Izole in vemo, moramo malo pač to mornarsko analogijo uporabiti. Dejstvo pa je, da in zdaj se še enkrat več izkazalo, da ima Darko Milanič neki komunalni vest na Lentu, pri Dravi tudi, tako da spet se je privezal doma. Tako je. Jaz dejansko zelo rad, nimam mira, zelo rad potujem, tudi odločam se za oditi nekam z lahkoto, še zmeraj. Tako da tudi ta odločitev se vrniti nazaj v mesto, kjer sem kot trener dosegel dejansko vse, je bila ta odločitev zelo simpel. In dejstvo je, da, in tudi sami ste to rekli, da je malo, zdaj to en drugačen Darko Milanič, ne nazadnje, tu je kar nekaj izkušenj se vmes nabralo. Ne? Res je, bolj sem mislil v tem smislu, da v dobrih 6 letih se vsakemu od nas marsikaj zgodi. Normalno, da nisi več isti, da si se izpostavil raznim izkušnjam, in jaz sem se dejansko v vseh teh državah, kjer sem delal, tako da pa tudi leta naredijo svoje, tako da pa tudi frizura več ni ista, ne? Tudi to ne. Tako da tudi tu je ena sprememba, kar drastična. Ja, na neki točki vsi izgledamo kot pitbull, tako da pač tako je to dejstvo. Ampak zdaj, če rečemo sam fuzbal, zdaj stvari seveda se spreminjajo, grejo naprej, ampak delate recimo v Emiratih, pa potem priti spet nazaj v Evropo. Tu me zanima, tu je verjetno kar ena razlika, ne? Ja, mi paše ta razlika, kar se tiče dela. Ja, to. Zato, ker je jasno tu druga kultura pristopa k vsemu, tako da mi paše. Je, pa ni, mislim, zdaj mi lahko seveda samo teoretiziramo, ampak ker kako to tako zgleda, ko pač pridejo, pa daleč gledajo, pa danes si, jutri te pa več ni, zato ker si mogoče bil preveč grob do zvezdnika ali kakorkoli, obstaja to? To se najpomembnejša stvar je, da ko priješ v neko novo sredino, neko novo kulturo, ne govorim samo o nogometni kulturi, nasplošno se moraš prilagoditi oziroma se poskušaš prilagoditi. Zdaj pa je vprašanje, koliko to tebi, tvoji osebnosti ugaja. Ali je prehudo ali ni prehudo. In ljudje se lahko pretvarjamo, vsak od nas se, do neke meje. Tako da in potem še spoznaš, da je pač to tvoj posel in da v tvojem poslu je tako, da si pripravljen, ko kaj se zalomi, da greš in to sprejmeš, to se navadiš enostavno. Tako da jaz si tu res ne delam probleme si delam dnevno skozi to, da opravim svoje delo skupaj s fanti čim boljše. To je to. Ja, in to se je na teh prvih pripravljalnih tekmah že videlo, mislim, takoj smo opazili ta tako imenovani Milaničev štih oziroma prijem. Mene je recimo sploh navdušilo na prvi pripravljalni tekmi v Ormožu, sploh v drugem polčasu, ko je tu prišla en kup enih mladih nogometašev, ko je bilo v bistvu 7-8 mladih nogometašev v nekem momentu na igrišču in so pubeci špilali. Dobro, na koncu potem je prišel ta padec, ampak kak je recimo, je to bilo presenečenje tudi za trenerja? Ni bilo presenečenje, zato ker jih gledam skozi trening, vidim, da imajo za svoja leta izreden potencial, poudaril bom za svoja leta. Jasno je, da potem za tekmovati jih v tem trenutku še malo zmanjka, drugače pa neverjetno. Potenciali imajo, dobro so natrenirali, to pomeni, da se poleg tega njihovega talenta, ki imajo, se vidi, da so tudi skozi ta leta v NK Maribor res dobro natrenirani in tako da je bodočnost pred njimi. Jasno je, da kako vidim zadevo, da je potrebno
to moštvo, ki ga imamo, pripeljati na tak nivo, da bo z lahkoto sprejel nekega zelo, ker tu govorimo o izredno mladih nogometaših, vstopnih mladincih. 17, 16. Tako, ja, tako. No, ampak bazen nogometni v Mariboru, kar se tiče mladih nogometašov, je dovolj poln, da se lahko... Mislim, da zdaj ne rabim to jaz povedati, to veste vsi, da je tako. Ja, in da je tudi nogometna šola delala dobro zdaj v teh letih, recimo, ko vas ni bilo tukaj. To je, ker zdaj, recimo, imate tudi izkušnje, seveda, tako kot smo rekli, številnih ostalih lik, ne nazadnje tudi iz Anglije. In kak je, recimo, zdaj, ko se ravno pogovarjamo o teh mladih nogometaših, če bi primerjali, recimo, kvaliteto, to, kar se je videlo, ne vem, v Licu ali pa na Slovaškem ali pa ne nazadnje v Emiratih, na Cipru. Tako, recimo, čisto na kratko, Cipr, čisto tekmovalna liga, zelo malo mladih nogometašev, večinoma tujci, malo lokalnih nogometašev mladih, bolj starejši. Na Slovaškem sem bil v največjem klubu in tam je vse usmerjeno samo rezultat. To pomeni, mogoče je nek Slovak z 20 leti mlad, ne pa 17, sigurno nezdraven. Tako da to, kar je tu, ta množica mladih nogometašev zdaj priključenih v prvo ekipo, je res redkost. In tudi velika odgovornost za vas kot trenerja, ne? Ker vemo, da je ta preskok je najtežji, ampak imamo izkušnje, vemo, da ste vi osebno naredili kar nekaj mladih nogometašev tukaj v Mariboru, ki so naredili polizemne kariere. Ne? Tako, še enkrat bom ponovil, da se mi zdi zelo smiselno, da naredimo zdrave temelje, da bomo začeli delovati tako, kot mi vidimo zadevo, to pomeni, da bomo začeli pri temeljih, to pomeni, da bomo se zavedali, kje smo, kaj to naše delo in naše performance pomeni za vse in to vsak dan, ne samo občasno in bomo na temu delali in bomo popravljali, ker vemo, da to se ne zgodi čez noč in potem je enostavno tu, ampak bomo probali to skozi vsakdanje delo, kot sem rekel, vcepiti vsakemu. In potem v neko moštvo, katero je močno, bo definitivno lažje priključiti fante in se to ne bo niti videlo. Bom pa rajši rekel tako, da v nekem trenutku bo igrali najprimernejši. Ali bojo stari 16 let, ali bojo stari 25 let, to meni osebno ne bo vodilo, da bo najprimernejši za neko srečanje. Ja, in ti mladi nogometaši imajo zdaj genialno priložnost s trenerjem, kot je Darko Milanič. V totem studiu je z nami naš trener Darko Milanič. Malo smo se zaklepetali. Se zgodi, ko imaš tako osebnost, tukaj izkoristimo za vsako priložnost. Preden gremo nazaj na NK Maribor svetovno prvenstvo, Darko, zdaj imamo oba finalista in če bi zdaj naredil malo strokovno oceno tega, kar se je videlo in kaj imamo v finalu, zdaj skozi trenerjeve oči. Mislim, v finalu imamo na eni strani neverjetno tehnično kvaliteto, to Španija kaže že kar vsa ta leta. Po drugi strani pa neverjeten karakter, ki ga kažejo Argentinci. In včerajšnja tekma je bila taka, da te tako razbudi v kasnih urah, da potem res dolgo ne moreš zaspati. Ja, pa to je do enih zjutraj. To smo s sinom se pogovarjala po tekmi. Zdaj sem jutri treba iti v službo zgodaj, a jaz sem adrenalina noro. Res, ne. Radi gledamo tak nogomet in vendar, če pogledamo samo polfinale z Španci s Francozi, so Francozi veljali, ker so do takrat igrali res, gazili vse. Dejansko, kako so te napovedi, kaj bo, kdo, to je nemogoče. To pomeni 90 minut je živa bitja na igrišču, marsikaj vpliva potem na končni rezultat oziroma na predstavo in jaz se osebno zelo veselim finala. To bo top final. Na eni strani eno, pa drugo. Kera reprezentanca je bila pa vaš favorit? Nimam dejansko. Tele Južnoameričani so mi zelo všeč po
zaradi tega, ker res igrajo nek fuzbal z emocijo, gre vsak duel, ni to neke brez veze in vsaj meni osebno. In, tako da prav nekega favorita ali pa ekipo, za katero bi ekstra navijal, nisem. So se fejst spremenili trendi, če primerjamo recimo že zadnje svetovno prvenstvo, pa to je nogomet šel naprej? Ne dosti. V glavnem se na tekmah tudi Lige prvakov na najvišjem nivoju vidi zelo veliko nekega visokega pritiska in pa nizkega bloka, v katerem so statični. To pomeni v neki srednji coni, neki pritisk, to se je čisto zaradi kvalitete vseh nogometašev se je skoraj izgubilo, tako da na momente ta visok pritisk, kot sem rekel, jasno, da v kontranapade zaradi hitrosti nogometašev, ki so postali neverjetne, to gre, tako. Še Usain Bolt je bil včeraj na tekmi, pa se po moje ne bi branil takega šprinta. Tako da še zmeraj pa na koncu, ko pogledamo, brez te tehnične sposobnosti ta najboljših se tekme bi težko reševali, ker danes so res potrenirani že zelo, zelo dobro vsi, tako da na koncu spet zmaga neka genialnost. Ja, vedno pač je tisto nekaj, kar ima pač nekdo in tisto potem odloči. In zdaj kako vse te principe prenesti na ta naš nivo, na prvo ligo, na NK Maribor? Kot sem že prej omenil in to bom ponavljal stalno, tako me želim, da ekipa razume, kar zahtevamo skozi vsakdanji trening. To pomeni, moja naloga je jasno, da jim to razložim. Če ni dovolj 5-krat, jim bom razložil 10-krat, če ni dovolj 10-krat, jim bom pa 100-krat. To pomeni, moje je, da jim vse razložim, da bojo razumeli. Danes je malce drugače vse skupaj tudi zaradi tega, ker imaš igralce od drugot, komunikacija ni enostavna, kljub temu, da misliš. Fantje prihajajo iz različnih okolij, kjer nogomet je tako generalno isti, vendar so principi obnašanja na igrišču zelo različni. In ko ima nekdo nek avtomatizem, rabiš nekaj časa, da to spremeniš. Tako da potem še en dodaten problem je, da se trenerji relativno hitro menjajo. Vsak trener vidi nogomet drugače. Recimo en primer, krilni napadalec pri enemu trenerju mora biti nekje noter v medprostorih, pri drugemu mora biti široko in to je pri njemu lahko že alarm, centrala je že v kaj zdaj. To pomeni, ni tako enostavno, zato je treba stvari ponavljati, popravljati, korigirati in poskušati narediti boljše. Ja, in jaz verjamem, da mislim, če ne jaz, vsi mi verjamemo, da to definitivno bo šlo, zdaj ko ste ponovno tukaj in seveda je fuzbal na eni strani zelo preprosta igra, po drugi strani pa je najbolj preprosto vedno najteže in to je treba skozi te avtomatizme. Sama ekipa, smo zadovoljni ta trenutek? Tako je, dobili smo okrepitve, mislim, katere smo nujno potrebovali. Blažiča za center obrambe, Karničnega, katerega še čakamo, da se vrne po poškodbi, da bo jasno zavzel svoje mesto na bočni poziciji, tako da bomo potem imeli več rešitev, definitivno. In Mlakar v napadu, Feta, tako da Mlakarja tudi čakamo, tako da Jevšenak je prišel nov, vsi te mladi zraven priključeni, tako da bomo skušali narediti, kot sem rekel, eno moštvo, katero bo dalo spet upanje vsem, to pomeni, da se vse skupaj malo prebudi. Mi pa jasno, naša naloga je pa, da se čim hitreje povežemo, da fantje niso neki posamezniki na igrišču, ampak da smo celota. To pomeni, da nam je, ko je nekaj dobro, da smo vsi veseli zaradi tega, ko je nekaj slabo,
smo si žalostni, si pomagamo in smo si v oporo. V tem smislu, to je najprej, prvo delo to. Mene to zelo veseli, da slišim nekaj takega, ker se mi zdi, pa jaz sem res laik, kar se nogometa tiče. To bo zdaj strokovno. Ne, sem rekel, da sem laik, ampak se mi zdi, da zdaj 2-3 leta nazaj, da tega pač se na igrišču pri Mariboru ni čutilo. Tudi recimo, ko si gledal kakšne priprave ali pa ko so šli na ogled igrišča, vsi malo tak za sebe, niso šli skupaj, ni bilo tistega nekega timskega duha, prave povezanosti. Je pa športni direktor napovedal tudi, da bomo imeli tako imenovano vitko ekipo, glede na to, da ni tekmovanja v Evropi. Zdaj letos poleti. To je jasno, da se strinjam, prava pot za tega, ker ne smemo iti preč v širino, ker igralci, kateri ne bi bili uporabljeni in tu je zmeraj problem, vsak misli, da je tisti, kateri. Absolutno, ja. Popolnoma legitimno, prav tudi, tako da je ta širina bi bila moteča. Ok, in zdaj se začenja novo prvenstvo. Nova sezona, pričakovanja so seveda velika, vsi pa se zavedamo, da bomo seveda potrebovali čas, ampak že takoj, recimo zdaj, ne vem, v petek, ko je bila ta pripravljalna tekma s Charltonom v Ljudskem vrtu, se je verjetno čutilo, zdaj tako čisto osebno, neko veselje iz tribun, bilo je pozitivno. Ja, zelo. Jaz sem bil zelo presenečen, da bo tako in čutila se je enostavno podpora in tudi čutila se je želja navijačev, da se spet nekaj zgodi. Tako, to se je od prve do zadnje minute res lepo videlo in vesel sem tega in zdaj je, bom rekel, na moštvu, da pokaže to, o čemu govorimo in jasno, da vse to skupaj povežemo z neko zgodbo, z navijači. Ja, in mi smo prepričani, da bo uspelo. Darko, še enkrat tudi z naše strani več kot dobrodošli nazaj v vaše mesto, mesto, kjer ste že pustili tako globok vtis, ampak vedno še je prostor, ne? Vedno še je plac na kakšni stalaži, ne? Ja, res je. In mi želimo seveda predvsem tisto malo še sreče, ki mora priti zraven, znanje, trud, strokovnost, to je nesporno, to imate pedigre, imate Maribor, ste uspeli prebuditi, že samo s tem, ko ste prišli, pa ne glede na to, da smo opozarjali na frizuro, ne zaradi tega, ampak zaradi tega, kar ime Darko Milanič pomeni v našem mestu. To je neizbrisno in tega bo še veliko, zato smo veseli. Hvala lepa. Darko Milanič, hvala lepa za vaš obisk in ja nič, zdaj pa spet veselo na delo naprej, ne? Nedeljo se začne. Maribor! Šabir! Tako. Poleti je toti reporter Milan na dopustu in se spominjamo malo zgodb iz zadnje sezone in vmes pozabi človek, ne? Včeraj, ko sem poslušal to z Društvo proti krivicam Studenci, ko je hotelo najeti zaklonišče, se lepo narežal zraven, ker pač pozabiš. In danes 10 do 10 bo še ena priložnost in sicer zgodba o Jezusu. Veš, ko so dali Jezusa v neki, ne vem, na Danskem ali na Švedskem, nekje v cerkev in pol so testirali to tudi v mariborski nadškofiji. Kako je to zvenelo in če ste pozabili ali pa samo, da se spomnite, še enkrat ne pozabi. Danes 10 minut pred 10. Dejan, Ana in Jeger in toto jutro.